Poletje je pred vrati in z njim tudi poletni kulturni gledališki festival Studenec 2025. Kaj si bomo vse lahko gledali? Ja, letos je zagotovo en bogat kulturni poletni festival na Studencu. Veliko dogodkov bo, skupaj 21 celovečernih koncertov in predstav. Torej nekaj je že za nami, a ne, počastitev kulturnega praznika, potem Živeti po domžalsko smo predstavili Matjaža Brojana knjigo, lepo, a ne, zelo lepa predstavitev. Potem pa naše pesmi, naše sanje, to je bilo tudi izredno lepo obiskano. To so mjuzikli Kulturnega društva Radomlje in pa Kulturnega društva Ihan, to je tudi izvenelo zelo čudovito. Potem Flirt, ravno tako, čudovita prireditev, lepo obiskana, tako da smo prav veseli, da imamo tukaj, lahko gostimo tudi to zvrst glasbe. No, in potem pa prihajamo, to pa se še bo zgodilo, a ne, 11. junija, pa pride v goste Iztok Mlakar z Pegule, to je komedija, ki verjamem, da ni posebno treba predstavljati njega, ker ga vsi dobro poznamo. No, in potem sledi še Kralj ulice, to bo pa monokomedija, čudovit igralec Vlado Novak. Komaj čakamo te predstave, ker verjamem, da bo tudi zelo dobra in pa tudi za dušo napolniti in se pač z njim poistovetiti, ne, kako je človek včasih prazen ali pa kako se nabrati moči za življenje. Ja, in potem petek 20. junija pa bo Čarobno srce, to se pravi balet, katerega avtor je Slavko Avsenik mlajši. Jaz sem to videl in je to čudovit balet, kajti tukaj sodeluje preko 150 otrok, od najmanjših do malo večjih. Plesalci čudoviti uživajo v glasbi in je čudovita glasba, pa tudi plesalci uživajo. In seveda predvsem je pomembno, da uživamo tudi mi in smo, ko sem jaz to predstavil na premieri videl. Tudi vi ste postali nepogrešljivi na študentskem odru in v tem kulturnem društvu Miran Jarc Škocjan. Vsako leto pripravite glasbo za domačo gledališko predstavo, no letos je še en poseben projekt. Jaz ponavadi preberem scenarij, potem pa se začnem poglabljati v besedila skladb in bi rekel, nisem se pretirano poglabljal z zgodovinskim sovpadanjem glasbe, ker tukaj imamo več ali manj nek orkestrček, ne, ki ima tako in tako zasedbo. In pač poskušamo predvsem izraziti občutke, ki so potrebni, da gledalci spremljajo igro. Seveda to je, kaj s tem, to je 17. stoletje, ne. V 17. stoletju, če bi hotel poustvariti tisti inštrumentarij, bi verjetno rabili neko posebno zasedbo, ki pa zelo težko dobiti take recimo glasbenike, ki se ukvarjajo z takimi inštrumenti, da bi ravno vse vikende čez poletje imeli čas, a ne, pa da bi jim odgovarjalo biti tukaj. Ker konec koncev v glasbi, v gledališki igri je glasba nevidni igralec. Glasba nekako, bi rekel, poustvarja, pomaga ljudem poglobiti ali pa utrditi tiste občutja, ki se dogajajo. No, mogoče na Studencu še malo drugače, ker je neka tradicija tega, da potem igralci nekaj zapojejo in tudi zbor in tako zraven in pač je treba izhajati iz tistega, kar imamo, ne. Tako da mislim, da bo v redu. Seveda pa je letos ciganski moment, upam, da nam ga bo uspelo nekako približati, čisto cigansko tudi ni namen, da bi bilo zaradi tega, ker konec koncev bi res potem mogli, ne vem, predstavo popolnoma drugače narediti, ampak jaz mislim, da bo dovolj za to gledališče v tem trenutku čez to poletje, ker na konec koncev, vsaj sam tako razmišljam, ljudje pridejo sem po neko vrsto sprostitev, po neko prijetno doživetje in to jim želimo ponuditi. Probal sem
predstaviti 7 slovenskih legend, kjer nastopajo kralji, princese, potem imamo palčke, vile, rojenice, čarovnice, razne take stvari. In sicer, če kar začnem, to so zgodbe, prva je zgodba Makalonca, ki jo je zapisal Franceleški Fižgar, je pa ljudska zgodba. Druga je zgodba o tem, kako je nastala jama Vilenica, ki so jo ustvarile po legendi vile rojenice. Tretja je zgodba, mislim, da je Peter Klepec, ki jo vsi poznamo. Četrta je zgodba potem o čarovnicah na Slivniški gori. Peta je zgodba o Perkmandeljcu, to je rudniški škrat. Šesta Zlata ptica. In sedma Kralj Matjaž, s katerim sem pravzaprav začel. No, in te zgodbe so pojasnjene na več načinov. V scenariju oziroma v notah sem napisal tudi scenarij, da se ve natančno, kje se kaj zgodi, ne, da sledimo z glasbo, ki je tokrat programska in tako, da sledimo zgodbi. Zelo dobro so zgodbe potem razumele tudi 3 koreografinje, ki so angažirale svoje učenke. Kljub temu, da so v zgodbi tako fantje kot dekleta, pa je na oddelku glasbene šole Kranj, baletnem, so samo dekleta. Tako da je bilo 70 deklic, more pač postaviti tudi moške vloge, ampak to krasno naredijo. No, in tako, želel sem, oziroma, ker je bila želja nekoliko bolj filmska, mi je to zelo odgovarjalo, tako da je glasba precej bolj, rekel, melodična in pa pripovedna, da se jo da lepo slediti. Da se pa še bolje sledi, jo pa vsako zgodbico razloži predtem še Jure Sešek, tako da res vemo, kaj gledamo in kaj se dogaja. In seveda, to je moj osnovni poklic, je scenska glasba in ta baletna glasba je blizu temu in zato mi je to, sem rekel, pač blizu, ker je filmska glasba brez filma. Z Lojzetom Stražarjem sodelujeva zdaj, mislim, da bo letos že 6. leto. Tukaj sem pač kot mentor glasbene skupine, kot mu radi rečejo tle na Studencu, mini orkestrček. S svojim znanjem, kar ga pač imam, seveda poskrbim, da je ansambel usklajen, da skupaj zmuzicirajo, kar imajo za narediti. Seveda tle gre tesno sodelovanje z gospodom Slavkom Avsenikom mlajšim, ki pač je naredil glasbo. In dejansko moram reči, da sodelovanje med pevci, med solisti in seveda ustvarjalci celotne predstave, mislim, da je zelo zgledno in čudovito. In ja, res je, kot smo prej slišali na novinarski konferenci, nekako se ti usidra tale Studenec v srce in nekako postane tvoj. Tako da lahko tudi jaz rečem, da je naš Studenec. Pripravila sva z gospodom Slavkom Avsenikom na podlagi sodelovanj v teh letih, in sicer baletno suito z naslovom Čarobno srce. V njej se preplete 7 različnih legend in mitov iz naše ljube Slovenije. Pravzaprav učenci glasbene šole Kranj so glavni ustvarjalci. Skupaj z mentorji in učiteljicami in učitelji smo pripravili otroke do te mere, da lahko skupaj stopijo na oder. Gre za preko 120 nastopajočih. S še enim projektom prihajam v Studenec, in sicer to je Pihalni orkester Mestne občine Kranj, ki tokrat predstavlja glasbo Matjaža Vlašiča z naslovom Ko srce poljubi note, kjer se bo pa zvrstilo v bistvu največji cvet njegove glasbe, največje uspešnice, ki jih bomo predstavili skupaj z nekaterimi izvajalci. To so Nuša Derenda, Marko Vozov, Trio Vivere, in obljubljam zagotovo en velik spektakel. Če bi vas Lojze Stražar v nadaljevanju vprašal, ponovno vas potrebujem, a boste tudi letos sodelovali, na primer prihodnje leto, bi lahko kdaj rekli ne? Jaz mislim, da zelo težko, ker kot sem že na začetku dejal, zasidra se ti v srce ta Studenec in človek se res tukaj počuti, kot da je prišel med svoje, med domače, in je res
ne samo prijetno vzdušje, tudi ambient je prekrasen, ljudje čudoviti, ta srčnost, ta sprejetost, ko se človek počuti res kot doma. Tako da zagotovo Lojzetu ne verjamem, da bi rekel ne. In potem smo že blizu domače gledališke predstave. Letos to ni komedija. Zakaj si se odločil drugače? Da je bolj drama, bi rekli. Ja, se je drama, ne? Je drama, ja. Ja, zakaj sem se odločil, ne vem, ta besedilo oziroma ta drama mi je prav zares zelo všeč. Ni tako, bi rekel, ni tako strahotno huda drama, ampak je tudi veliko vmes takih nekoliko, bi rekel, vložkov, ki osvežijo človeka in ga lahko tudi nasmejijo, ne, na momente. Drugače pa je to tako zelo resna zadeva, resna drama, ki se dogaja nekje v okolici Bleda, a ne, in je pisana po resničnem dogodku, tako da mislim, da bodo ljudje sprejeli to zelo dobro. Imamo nekaj izkušenj že, kajti jaz to delam zdaj že tretjič. A ne? Ko sem še čisto mlad, smo režiral prvič to dramo, potem enkrat že tukaj v tem poletnem gledališču, no in zdaj tokrat pa je to tretjič. Ja. Ampak zakaj sem se odločil za to? Tudi zato, ker imamo odlične igralce, pevce tudi, glasbo je napisal torej Slavko Avsenik, ki je čudovita. Jaz mislim, po drugi strani pa tudi zato, ker smo mi ljubiteljsko gledališče, a ne? In smo člani nesnovne kulturne dediščine. To pomeni, da se ne moramo nekaj jeti pa improvizacije nekaj, ampak želimo ljudem dati nekaj, torej morda za nekatere zanimive, no, prav gotovo te dramo ali pa komedijo, karkoli že, ki so jo že morda kdaj videli, slišali, a ne. In ki se dogaja na naših tleh, v Tako, še to, daljni preteklosti. to posebej, ja, še posebej zato. No in zato da upravičimo to, da smo člani te nesnovne kulturne dediščine, dostikrat izberemo take in podobne predstave. Sigurno si jo adaptiral, v kakšnem smislu? Dodal si glasbene vložke kot vedno? Ali še kaj? Pravzaprav sem vse, kot mi rečemo, prečesal, a ne. Vse sem predelal, tudi te stare izraze mogoče tudi, a ne, tako da sem posodobil, pa dodal veliko pesmi, petja. Imamo priliko, da bojo v naši predstavi Gregor Ravnik, potem Jerica Steklasa in Marjan Bunič, potem Pija Brodnik, potem še... Zveneča imena. Ja, res tako dobri pevci in igralci tudi, a ne. Tako da ja, se veselim tega in tudi moram reči, da tudi vsi igralci, ki se zdaj pogovarjamo, se prav res vsi veselijo prvega nastopa in potem že 9 ponovitev. Torej, tematika sega v 17. stoletje, a ne. V času, ko so še Turki upadali torej na Hrvaško in tam nekje, in ta naš glavna zvezda, a ne, odide v najemniško vojsko, tam ga napadajo Turki in skoraj bi rekel do smrti. Cigani ga rešijo in se zaljubi potem v eno najlepšo ciganko. Več pa ne bova povedala. Vse bova povedala skoraj. A ne, je prav, da ljudje malo vejo, zakaj in kako, ampak lahko pa rečemo potem, da ker je mislil, da je ciganka mrtva, ki so Turki spet napadli, se je šel nazaj na Gorenjsko in se je poročil z drugo, ampak ta ciganka ga potem najde in se ta tragika odvije in tudi za gledalca srečno. V domači gledališki predstavi igrate naslovno vlogo. Prvič na Studentskem odru, pa že tako pomembna vloga. Katera je in če jo lahko predstaviva? Ja, res je, zelo sem počaščena za tako povabilo, za izvedbo naslovne vloge Črne žene. To je ciganka, temperamentna, po imenu Nigana. V bistvu je princesa, hčerka ciganskega kralja. Lahko malo več poveva, kaj se dogaja z njo? Seveda. Ona je črna žena, ki je, če grem res na začetek, kar
v predstavi v bistvu ne vidimo, ampak zvemo. Ona je skupaj s cigani rešila svojega potem moža, Franceta, ki ga kliče Ratko, ko so ga napadli, ranili Turki. In potem je ona skrbela za njega in se zaljubila in on jo je potem poročil. Potem pa so Turki ponovno napadli in so vse cigane skoraj, le parim se je uspelo rešiti, vse so zažgali. Napodili v staro hišo in jih vse zažgali. In Nigano je pa v zadnjem trenutku rešil nek Turek, in vsi potem, ko so pa videli to pogorišče z ljudmi, so pa mislili, da je bila v bistvu Nigana med njimi, ker je medtem ona vrgla svoj nakit svoji mami. Mama je pa v bistvu zgorela z drugimi. Torej, Nigana je preživela, Turki so jo odpeljali s sabo in potem se ji je uspelo rešiti iz tega, bomo rekli, ujetništva, saj ni bila srečna tam med njimi. In potem ona pride iskat svojega moža. On pa misli, da je mrtva. On pa misli že 2 leti, da je mrtva. Bila pa je v ujetništvu. In ona se odloči, da se bo malo namaskirala, prekrila, zato da je ljudje ne bodo prepoznali oziroma spoznali, iz kje je, da je v bistvu ciganka. Šla je iskat svojega moža na Gorenjsko. In res ga najde in vidi, da je v bistvu on že potem poročen, da ima že drugo ženo in tudi sina. Seveda okleva, ali bi to srečanje res enkrat izpeljala ali ne. Prikazuje se ljudem na oknu, opazuje in ljudje jo vidijo in potem pravijo, da je to prikazen in se jo bojijo. No, nekega večera pa ona res sreča svojega moža, Franceta, ki ga ona kliče Ratko, in on to vidi in misli prvo, da je duh, ampak potem vseeno vidi, da je ona ta požar preživela, da ni bila ona ena izmed tistih ciganov. In potem seveda ga Nigana odpelje s sabo, saj Franceta kliče dolžnost prve žene, saj potem ni ravno vse to veljavno z drugo ženo. Sem želela nakazati, kakšna oseba, kaj vse je vplivalo na Nigano, da je takšna, kot je. Kajti vse stvari, ki jih ona izreče, jaz mislim, da to vse nekako vpliva, kaj se je njej zgodilo v preteklosti, in ja, kakšen pogled ima ona na celotno to situacijo. Ko vas takole poslušam, vidim, da zbirate vtise, da ste navdušeni in sigurno vas bomo še videli na Studentskem odru, tudi v prihodnje, mogoče v drugih predstavah. Ja, jaz z veseljem tudi v prihodnje, kajti nekako se tukaj počuti ta domačnost, zelo je lepo tukaj, tako lepo poskrbijo tudi v času vseh teh vaj, vedno je na razpolago ali kavica, voda, piškoti. Vedno tako lepo domače postrežejo in ja. Predvsem pa ti odnosi. Pa odnosi, seveda. Mislim, da smo z ekipo že zelo lepo se povezali in to je tudi tisto, kar zelo veliko pripomore potem naprej k predstavi, da je potem predstava res zelo uspešna lahko. Prvič nastopate na Studentskem odru in v pomembni vlogi v letošnji domači gledališki predstavi Črna žena. V kateri? Jaz kot Zalka sem zelo iskrena, zelo skromna, iskrena ljubezen je moja velika vrednota, zelo sem verna. Tako nekako potem te stvari so tiste najpomembnejše ali pa osnovne, iz katerega se potem gradi karakter. Seveda pa vsak karakter nima samo
ene barve, bom temu rekla, lastnosti, ampak seveda je zelo preplasteno in to pride do izraza med samimi vajami. Ko vidiš, kakšni odzivi so primerni, kaj rečeš, na kakšen način rečeš, kako se drugi odzivajo na te. Te stvari so zelo, zelo pomembne in zelo dragocene za raziskovanje. Včasih pravijo, da je lažje odigrati neko vlogo, če ti karakterno ni podobna. Jaz moram reči, da ne razmišljam na ta način, kaj mi je lažje, kaj mi je mogoče ali pa bližje. Pač poskušam enostavno se vživeti v to, kaj bi kot v tisti situaciji, kako bi to. Seveda jaz sem na začetku svoje, lahko rečem temu, profesionalne poti in vsako priložnost in vsako znanje, ki ga lahko dobim, sprejmem z odprtimi rokami. Tako da mogoče se bo to še oblikovalo v meni, kaj imam rajši ali pa kaj mi je večji izziv. Ampak ja, gotovo pa na ta način pač poskušaš razmišljati, poskušaš jemati čim več izkušenj iz lastnega življenja in na ta način potem nekako sprejmeš vlogo kot svojo. Nova sezona se začenja tukaj na Studencu. Zelo ste povezani s tem odrom, s to gledališko skupino. Povejte, katera je po vrsti že, če se spomnite? Moja predstava, mislim, da tam nekje 7, nisem jih že preštel, moram jih, 7 ali 8, ampak sem vsako leto vesel, ko me Lojze povabi, ker vem, da bo to eno posebno poletje. Vedno se zgodi ena takšna, lahko bi rekli, čarovnija, nekaj posebnega tukaj na Studencu valovi. Ne samo predstava kot predstava, tudi letos je neka prav posebna, ne vem, kako Lojze tu uspe izbrskati ta stara besedila na slovensko dušo, na slovensko zgodovino narejena. Hkrati pa potem priložnost, da vsak prispeva en svoj košček na svoj način, ne? In to mi zelo ustreza. No? Tudi letos imam eno takšno stransko vlogo nekega krošnjarja, ki pa poskrbi potem, da je resna zgodba, malce razrahljana, da je tudi nekaj smeha v njej. In vsak tak košček, vsakega posameznika ga še bolj priveže na Studenec. Ja, moram reči, da je pravzaprav Studenec zdaj tudi sam nekako imenujem moje gledališče, moj oder. Se že imam zadev vsega tega procesa, vseh teh ljudi tukaj, kjer se prepletata tako, bi rekel, profesionalnost, strokovnost, kot en velik entuziazem, veliko tega, kar je opravljeno s pridnimi, nevidnimi rokami, tako in drugače. In to je fenomen. Jaz še vedno pravim, da je Studenec, poletno gledališče Studenec fenomen, ki ga počasi vendarle spoznavajo in prepoznavajo, in jaz upam, da ga bo Slovenija prepoznala. Mnogi že zahajajo redno v poletno gledališče Studenec, ne samo domačo gledališko predstavo, tudi na vse razne prireditve, ki so res pestre. To so izvajalci z vseh področji glasbe, pravzaprav od resne pa do, ne vem, popa, rocka in tako naprej, generacijsko različni, in to zveneča imena, letos od Siddharte, Nine Pušlar in tako naprej, pa do, ne vem, klasike, kar pomeni, da tudi sami izvajalci prepoznavajo to gledališče, poletno gledališče Studenec kot en krasen poletni dogajalni prostor, koncertni prostor, ki ima tudi redno publiko. Seveda se ta najbolj izkaže pri teh predstavah, domačih predstavah, ko pravzaprav se pridejo ljudje sprostiti, razveseliti, uživati ne samo v sami igri, ampak tudi v glasbi, v petju, v kostumografiji, scenografiji. To je vedno tako barvito, no, da je paša za oči, ušesa, za vse čute praktično. In vzamejo to kot nek dogodek, doživljaj, vzamejo si čas in to je lepo.
Letošnja predstava nam ni komedija, čeprav je običajno tako, ampak vi jo s svojim likom, ste rekli, popestrite. Mogoče povemo še malo več o njem. Kdo je ta Krošnjar? Krošnjar je pravzaprav en pameten, moder možakar, ki marsikaj reče, marsikaj pa zamolči. In na podlagi tistega, kar zamolči, sklepamo, da je tudi nek vizionar, da zna pogledati tudi v razmerja med vsemi dogajalci in da zna tudi kaj napovedati. Ampak se s tem ne obremenjuje preveč, čim postane preresno, malce obrne na hec. Ne preveč, ne? Torej ni zdaj tak, da bi izganjal ne vem koliko humorja, ampak nekatere njegove izjave, nekatere njegove poteze so takšne, da verjamem, da bodo zabavale. Zgodba je sicer resna, ponuja tako priložnost za romantiko, za solze, sočutja in tako naprej. In verjamem, da bo tudi kakšna solzica stekla. Hkrati pa je seveda v vsaki predstavi potrebno tudi malce razrahljati vmes, no in Krošnjar je tak lik, ki si to lahko privošči. Iz leta v leto so težji časi, težje je pridobiti denar, zato ne smeva pozabiti omeniti sponzorjev, ki še vedno vztrajajo ali pa so na novo prišli. Ja, nekateri še vedno, drugi so pa na novo prišli. Jaz sem vesel seveda vsakega posebej, ki hoče pomagati društvu. Saj pravzaprav smo neka garancija, že toliko let delujemo, in to upamo, da res z voljo, z dušo in srcem delamo. In to tudi ljudje, ki želijo nekaj prispevati društvu, to vidijo. Tako da, glejte, res je ta naš sam podjetjek čudovit, ki je že več kot 30 let nam pomaga. Vsako leto posebej, potem Roltek podjetje, ta izdoba, potem Žurbi raven tako. Pa da ne govorimo o tistih, ki vsako leto zasadijo rože na vhodu gledališča, pa ne vem, oblikovalnica Sokler, recimo, ki nam dela vsa ta leta take vabila, vse to. Skratka, mnogo jih je, ki jih ne morem naštevati vseh, samo vsem bom rekel ena velika hvala. In nikoli ta volja ne usahne, tako da bomo lahko še kaj časa skupaj delali. Gospa županja, kaj kulturni dogodki tukaj na Studencu in še posebej domača gledališka predstava pomenijo za občino Domžale? Občina Domžale je izredno ponosna, da imamo tovrstno gledališče, torej v najbolj vzhodnem delu naše občine, in pa tako zelo uspešno kulturno društvo Miran Jarc Škocjan, ki že 25. leto zapored organizira izjemne poletne večere tu na Škocjanu oziroma na Studencu. In glede na to jih verjetno seveda tudi finančno podpirate. Tako, mi sofinanciramo, mislim, da kar v dobri meri, pa vendar tovrstne predstave in vsi dogodki terjajo ne samo kar visoke finančne stroške, tudi veliko prostovoljnega dela, kar pa kulturno društvo odlično opravi, zato pa imamo, bom rekla, poletje v Domžalah tako čarobno, obogateno ravno z vsemi dogodki tu na Studencu. Katerih se tudi sami sigurno udeležujete. Tako, če mi čas dopušča, oziroma če nisem v tujini, vedno pridem na premiero in pa seveda potem še na kakšne koncerte. Kot smo pa lahko danes videli, je to več kot 20 dogodkov, vsaj na 3 se bom tudi jaz udeležila skupaj s svojo družino. Decembra me je Lojze Stražar vprašal, če bi bil pripravljen narediti knjigo o 75-letnici kulturnega društva Miran Jarc Škocjan, in jaz sem to z veseljem sprejel, kajti njihovo delo spremljam že več kot 30 let, zadnjih 15 let mogoče celo bolj intenzivno, tudi z neposrednim sodelovanjem z društvom in pa s člani društva, tako da sem z veseljem sprejel nalogo in se zadeve tudi lotil. Zavedal sem se, da me čaka veliko dela, ampak danes smo že kar, lahko rečem, daleč s pripravo knjige. V glavnem je opravljen ves pregled teh 75 let, ki kaže na bogato delovanje samega društva in pa poletnega gledališča na Studencu, od tistih skromnih začetkov leta 1949,
ko so pripravili prvo predstavo Pod kozolcem, do današnjega sodobnega poletnega gledališča s pokrito streho, ki omogoča predstave tudi v slabem vremenu, tudi v dežju. In lahko rečem, da smo vsi ponosni na delo vseh, ki so v vseh teh letih šli skozi ta študentski oder, da so ustvarili zares veliko in verjetno je tudi zelo težko prešteti vse tiste, ki so sodelovali pri predstavah. Ne samo igralci, glasbeniki, pevci, ampak tudi ostali sodelavci gledališča, od maskerjev, kostumografov, ozvočevalcev, glasbenikov, tistih, ki pobirajo karte oziroma jih kontrolirajo, do končno prvega stika z gledališčem, ko se z avtom pripeljamo na ta velik travnik, kjer lahko parkiramo, in ko začutimo to prvo prijaznost in pa čarobnost tega okolja. Ja, vesel bom, če se bodo nekdanji sodelavci gledališča, od igralcev, pevcev in drugih, se pravi tudi tehničnega osebja, lahko zapisali kakšne zanimive spomine na to obdobje, v katerem so sodelovali. Nekateri so tudi po 50 let, ki redno nastopajo, ki redno prihajajo na vaje, in lahko rečem, da smo lahko ponosni na to veliko študentsko družino, ki je v teh letih zares ustvarila ogromno dela. Drugače boste pa vi napisali tekst. Ja, jaz sem seveda na podlagi virov, ki so na razpolago, avtor teksta. Seveda lahko pohvalim vse tiste, ki so v preteklosti sodelovali z gledališčem, da so pustili lepo dediščino, da je virov dovolj tudi fotografskega gradiva, ki je zelo pomembno za tako knjigo, in upam, da bodo na koncu, ko bo knjiga išla, zadovoljni vsi tisti, ki so kdarkoli sodelovali s kulturnim društvom Miran Jarc Škocjan, do seveda zdajšnje mlajše generacije, ki redno prihaja na vaje, ki se udeležuje tudi drugih dogodkov. Se v končni fazi poletni kulturni festival na Studencu ni samo osrednja domača gledališka predstava, ampak je tudi precej drugih dogodkov, od koncertov, monodrame do glasbenih skupin in pa seveda zaključnega koncerta v cerkvi na Krtini. Kdaj predvidoma pa naj bi knjiga izšla? Moja želja je bila, da bi knjiga izšla ob premieri, vendar smo se po nekem razumskem dogovoru odločili, da bo to pozneje, se pravi ob koncu sezone tukaj na Studencu. Jaz mislim, da tja do konca septembra bi knjiga res lahko že ugledala luč sveta. Kaj pričakuješ od letošnjega celotnega festivala in domače gledališke predstave? Predvsem pričakujem seveda, da bomo na prvi vrsti zadovoljni igralci, izvajalci, da bojo gledalci predvsem zadovoljni. Sej v bistvu mi delamo festival na tak način, da rečemo, vsakega malo je treba za vse, pač ljudje so različni, eni so torej mlajši, imajo rajši tako in tako zvrst koncertov in prireditev, pa tudi taki so, ki imajo radi pa kaj bolj resnega in tako. No in z vsem tem smo imeli pred očmi to, da je treba nekaj podobnega izbrati, in smo skupaj z Pijo Brodnikovo pa Karl Leskovec pa to smo pač ugotovili, da je ta program za nas skoraj bi rekel optimalen. In to pričakujem, da bodo ljudje zadovoljni, da bomo mi zadovoljni, pa seveda izvajalci.